Kako je pri nas s pojavnostjo te redke dedne bolezni? Kako pogosto se pojavlja pri otrocih oziroma koliko otrok s tem obolenjem obravnavate v sklopu pediatrične klinike? Zdaj, kar se tiče same pojavnosti bolezni, je incidenca odvisno od dela sveta, ampak tam od 1 na 20 do 1 na 100 tisoč bolnikov. Tako da v Sloveniji je trenutno, mislim, da 14 bolnikov, od tega jih je tudi nekaj, ki so mladoletni. Kako zelo pomembno pa je pri tej bolezni, da se odkrije v čim zgodnejši fazi? Pravzaprav je pri vseh boleznih tako, pa vendar ta bolezen je napredujoča, progresivna in zelo pomemben element diagnostike je zgodnje odkritje, kaj ne? Ja, zdaj seveda, tako kot za vse bolezni, je zaželeno, da se jih čim bolj v zgodnjem obdobju odkrije. Je pa ta bolezen tako ima zelo široko klinično sliko, kar občasno ovira zgodnjo diagnostiko. Je treba nanjo pomisliti, da gre za neko nevrološko obolenje, ne samo neka nerodnost pri otroku. In seveda se izpelje diagnostika, dokončna potrditev je genetska. Kar je pa pomembno, je pa zaradi tega, ker vemo, kaj lahko v sklopu bolezni pričakujemo, ker se ne kaže samo z nevrološkimi, ampak tudi nenevrološkimi simptomi, predvsem pri otrocih oziroma pri teh, ki se bolezen bolj zgodaj začne. In iz tega vidika je v bistvu dobro, da vemo, za katero bolezen gre, ker potem aktivno spremljamo tudi za pojavnosti ostalih pridruženih simptomov in znakov bolezni. Kakšne pa so danes možnosti glede celostne, celovite obravnave in zdravljenja? Zdaj, tako kot za vse ostale, v bistvu živčno-mišične bolezni pri otrocih, je tudi ta bolezen ena izmed bolezni, ki jo obravnavamo na kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo pediatrične klinike. Mi imamo v sklopu našega oddelka oblikovan tim za živčno-mišične bolezni. In tako da tako ta bolezen kot vse ostale, v bistvu otroke z živčno-mišičnimi boleznimi, imamo princip, da jih vsaj enkrat na leto povabimo na dvodnevno hospitalizacijo, ker to so večinoma bolezni, ki imajo več različnih težav s strani različnih organskih sistemov. In je bil v bistvu princip oziroma osnovna ideja za tak način, zato da zdravnik pride k bolniku in ne bolnik zdravniku. Ker večinoma so to otroci oziroma mlajši odrasli, ki imajo več gibalnih oviranosti, zato težje se gibljajo po vseh bolnicah. Tako da so tako redno vsi sledeni, imate v sklopu teh 2 dni vse predvidene preiskave in preglede subspecialistov, ki jih potrebujejo. Poleg tega so pa vsi vsaj še enkrat letno spremljani v nevrološki ambulanti, tako da v bistvu se vidimo minimalno 2-krat na leto. Če je seveda stanje stabilno, če je pa slabše, pa po potrebi tudi večkrat. Kakšni pa so morda ključni izzivi na klinični ravni, izvedbeni ravni? Se soočate s podobnimi težavami kot danes nasploh medicina, izvajalci v javnem zdravstvu? Kako je recimo s kadrovsko pokritostjo? Mislim, kar se te obravnave teh naših bolnikov tiče, imamo mi to zelo dobro zorganizirano. To je predvsem na račun našega predstojnika, ker se je res zelo potrudil in je to uvedel, ta sistem. In tako da to je zdaj aktivno na ta način obravnava poteka od leta 2017. In imamo prav določene dneve, ko so ti otroci sprejeti in tudi iz ostalih oddelkov vsi subspecialisti vejo, tako da se delo zorganizira in da res probamo, da čim bolj gladko teče. Kar se pa izzivov pomanjkanja kadra tiče, pa tako kot pač povsod se da.